Jaz sem imel par vprašanj pa razlag, ena stvar goda, da je vam razne močne desterine, mesto Greku, tu se strinjam. Tu ne moreš dokači, tu niste videli. Da je on travo pomeril, tam do bokom, ker bi kaj pokusili, pa bi bilo, ne? Eno za tista zrela. Pa da je cesto fadirbo, če bi vi imeli dovolj na cesto, ne bi se cesta fadirbo, če je praviš karško, se mi karško skoro. Dobro, ne. Glede na to, da sta ženin in nevesta, oba dva živita trenutno v tujini, sta seveda rabila malo več pomoči od nas. Tako da smo imeli mi, mogoče ne danes, ampak pred samo poroko v organizacijskem delu kar dost dela, več kot ponavadi, tudi zaradi veliko tujih gostov. Ampak sreči zdaj obstajajo ti komunikacijski kanali, tako da smo lahko to, mislim, da kar uspešno uredili. Jaz upam, da bosta ženin in nevesta zadovoljna z vsem. Mi gremo, da ne moramo imeti neveste plačati. Tukaj se meni zdi, da je najtežji res beraška palica. To je res. In pa vam priznam. Jurija Desa. Jurija Desa. Ne. Jer nima priznam. Zato nam naša pomaga. 200, 400, 500, 700, Jurija 20. Jurija 300. Leva. Žik. Toliko let, Bog nam daj na svet živeti. Mednarodna poroka po starih ljudskih šegah in običajih res daje eno veliko dodano vrednost našemu festivalu. To je sicer številčno že 53. par, vendar pa prvi mednarodni par, se pravi, ko se ženita Slovenka in pa tudi Nizozemec. In izjemno vesel in ponosen sem, da so svatje prisotni kar iz 12 različnih držav in da sta hkrati tako nevesta kot tudi ženin resnično si vzela ta dogodek kot
poseben, da sta tudi svate spodbudila, da se udeležijo poroke v svojih tradicionalnih nošah in oblačilih in ta dogodek je res en izjemen tudi poklon naši tradiciji in tudi številni obiskovalci, ki so danes si tole ogledali in so še tu, na nek način dajejo priznanje tako poroki kot celotnemu festivalu. To pravi, ženin in nevesta sta v preteklih dneh že sodelovala na kar nekaj pripravah, udeležila sta se tako petkovega kot tudi sobotnega dogajanja. Prepričan sem, da sta danes že malenkost utrujena, vendar pa je to le tisti poseben dan v njunem življenju in mi smo in pa bomo poskrbeli, da jima bo zavedno ostal v spominu. Festival je na nek način nadaljevanje lanskega leta. Lansko leto je bil v znamenju 2 okroglih jubilejev, 200-letnice pivovarstva in pa 60. obletnice festivala Pivo in cvetje. No, letos smo ga pa uspeli nadgraditi in povezati tudi z letošnjim letom kulture, z letom Antona Aškerca, ko je festival dobil dodatno prizorišče in sicer v nekdanji pizzeriji in pa kavarni Špica je razstavljena razstava laških zbirateljev, v enem delu posvečena tudi Antonu Aškercu. Hkrati pa seveda tisto, kar je značilnost vsakoletnega festivala, izjemno dobro vzdušje, velika povezanost in pripadnost društev, ki ustvarijo to festivalsko vzdušje, ki je značilno samo za Laško, ki je značilno samo za Pivo in cvetje in vsi obiskovalci, ki pridajo k nam v Laško, na koncu pridajo kot gostje, od nas pa sem prepričan, da odidejo kot dobri prijatelji. Se pravi, Ohcet kot tako, to prireditev bomo izpeljali tako, kot je vedno bila. Ampak vse ostalo zraven je pa popolnoma drugače. Tudi gostje so tako pisani, da sem se že mogla z njimi slikati. Ker smo tudi poprosili, če lahko kdor ima možnost, pride v tradicionalnih oblačilih svoje države. Glede na to, da so gostje z 12 različnih držav, je res zanimivo Ohcet, ja. Potem si bom zagotovo zapomnila. Vsak trenutek si bova zapomnila. To ni samo poroka, to je res en tak več kot 50 leti dolga tradicija in s Frekom se res počutiva počaščena, da sva lahko dala del te tradicije in da sva tudi postala en del dediščine Laškega in to nama res zelo, zelo veliko pomeni. In sva zelo hvaležna tudi zvezi Možnar, občini pa stiku Laško za vso pomoč in za ustvarjanje tega čudovitega dogodka, čudovite poroke po Ohceti, po starih šegah. And the young man, what will you say? Well, I would say that I'm incredibly happy to be married with this amazing woman. But if you look at this event, how it's been adopted by Laško, the friendship, the hospitality, the volunteers, it's so heartwarming. It's unforgettable. And we're very proud that our love story is somehow now linked to the history of Laško. And we brought a little bit of innovation by bringing international guests and some new elements that gives us pleasure as well. That we respect the old traditions, but we also create something new in it. Next year? Yeah, we want to come more than once per year. Yeah. And actually, we see our future in Slovenia, so we're looking for a house now. So who knows where? Yeah. Tu ste res zelo čudoviti ljudje in sva zelo počaščena, kako so naju Laščani tako lepo, tako toplo in s tako gostoljubnostjo sprejeli. Ne bi se predstavljala lepšega darila, kot je pa to. Za današnjim dnem in za potovanjem z nedeljnimi tedni, ki vaju Ja. čakajo, kje boste živela? Kje bova živela? Zatem,
Trenutno zaradi tega, ker se ukvarjava s krožnim gospodarstvom, v bistvu to naj je tudi povezali skupaj in krožno gospodarstvo je tudi tisti element, zaradi katerega sva sploh, ki naj je povezan, zaradi česa sva se spoznala. No, trenutno opravljava delo na Nizozemskem in bova tam še nekaj časa. Po temu pa misliva si najti dom nekje v Sloveniji, kjer so topli, dobri ljudje. In which place in Slovenia would you like to live? That is very difficult because Slovenia is so incredibly beautiful. I love the mountains, but I love a good wine from the eastern regions as well. And I used to be a speologist, so the Kars region for me is very natural. But then you have the sea as well, so it's an embarrassment of choices. So we have to travel around and explore. But we like an environment where it's open and you can connect with people, like here in Lashko. Festival Laško pivo in cvetje upravičuje naziv največjega slovenskega festivala, tako da seveda organizacija glede tega je zahtevna, zahteva veliko časa, več mesecev, ampak mislim, da smo svojo nalogo zelo dobro opravili. Priprave na poroko, ki je bila vendarle mednarodna. Ja, za poroko smo res veseli, da smo letos, kako naj rečem, naredili korak, ne morem reči korak naprej, ampak pripravili nekaj novega, prijavil se je par, ki je omogočil mednarodno poroko med Slovenko in pa Nizozemcem. Veseli nas, da smo lahko to izpeljali, predvsem v pisani mednarodni zasedbi svatov. Zaključek lahko ravno kar spremljate za mojim hrbtom, tako da veselo je. Seveda je še čisto prezgodaj za kakršnekoli ocene festivala, ampak vendarle prvi vtis kakšen je? Čisto prvi vtis bi bil največja zahvala obiskovalcem, predvsem v soboto, ki so pokazali, koliko jim je do tega festivala, da jih tudi vremenske nevšečnosti, ki so spremljale celotno sobotno popoldne in praktično do 10. zvečer, niso ustavile in so v velikem številu pokazali, kaj jim pomeni Laško pivo in cvetje.